Prisrčno pozdrav voščim, dame in gospodje, spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. Po kratkem poletnem premoru smo nazaj z novimi temami, marsikaj se dogaja. Slovensko javnost pa so pretresle fotografije in posnetki iz območja Kočevja, kjer je skupina mladoletnih pripadnikov romske skupnosti napadla skupino policistov, ki so tja prišli, da bi vzpostavili javni red in mir. Fotografijo, ki jo bomo danes videli tudi na zaslonu. In zagotovo je veliko vprašanje, kaj se v Kočevju v zadnjem času dogaja, saj beležijo kar 15% rast kriminalnih dejanj, vse skupaj ne bi bilo povezano tudi z nemiri med romsko skupnostjo, kar zdaj že kar na glas nekako priznavajo zaposleni v občini Kočevje, kjer se nenazadnje bližajo županske volitve, zato to tudi ni presenečenje, da rečejo Bobu Bob. Ampak si država vendarle pred problematiko romske skupnosti, ki se nekako ne more integrirati, zatiska oči. O tem in še več se bomo danes pogovarjali z nekom, ki problematiko dobro pozna, ki je bil vrsto let karierni policist, vodja kriminalistov v Novem mestu, tudi tedanji dolgoletni šef policijske uprave, na koncu svoje kariere tudi generalni direktor slovenske policije, dr. Anton Olaj. Lepo pozdravljeni na našem studiu. Lepo pozdravljeni tudi vam. Najprej, odšli ste v pokoj, kaj zdaj počnete, ste se distancirali, še spremljate, kaj se recimo dogaja v slovenski policiji, tako pri vrhu, kot pa morda na nižjih ravneh? Ja, z odhodom v pokoj imam že kar izkušnja, ne. Namreč enkrat sem že bil prej, in sicer 8 let. Tisti, ki še niso šli pokoj, morajo vedeti, ne, da je približno 1 leto pa pol traja, da se privadiš na upokojenski staž, ne, ki ima svoje privilegije, to pa je, da lahko gospodariš s svojim časom, ne. No, jaz sem nekako, bolj bom rekel tako, aktiven, tako da tudi ko sem v pokoju, ne, sem aktiven, tako da mi ni dolg čas, ne. Stanje v policiji, seveda pa kot bivši generalni direktor z zanimanjem spremljam tudi kontakte, sem še ohranil z njimi, se pravi, ali pa obratno, oni so ohranili kontakte z mano, tako da se pogosto slišamo in sem precej dobro na tekočem posledično, ne, kaj se v policiji dogaja. Do nekaterih zadev sem kritičen, nekatere so pa krasno, posebno se razveselimo kakšnih uspehih kriminalistične policije, namreč 20 let sem delal v kriminalistični policiji, ne, kako v tej policijski karieri največjih v tej službi, ne, tako da bom rekel, do te enote oziroma do te zvrsti delov gojim pač neke simpatije, čeprav močno cenim tudi ostala delovna področja. Zdaj, kar se govori o vašem obdobju, ne, mediji so pisali, da je potem bilo veliko političnega kadrovanja, da so vam bili vsiljeni neki kadri, zato ker so bili pripadniki Janeza Janše in da se je zdaj te kadre na policiji čistilo. Kako je bilo s tem? Poslovila se je ministrica zaradi tega, ker naj tega ne bi želela početi, pa tudi vaš naslednik Boštjan Lindav. Kaj se tam dogaja, oziroma a ste vi res na policiji zaposlovali janšiste? Ne, glejte, jaz sem profesionalni policist oziroma celotno kariero, ne, sem gradil v policiji in vsi tisti, katere sem premestil na neka odgovorna delovna mesta, so profesionalni policisti, recimo, ne. Res je, da so v mediji to propagandno naslavljali, da gre za čistke, za kadrovske cunamije, vendar enostavno si nisem mogel dovoliti, da bi bila neka premestitev takšna, ki bi negativno vplivala na rezultat. V času mojega vodenja je policija dosegla vrhunske, preverljive rezultate, kar pomeni, da sem imel na nek način srečno roko pri postavljanju nekih kadrov na ključna mesta, ne. Se pravi, dejansko so bili postavljeni z namenom zagotoviti učinkovitejše delo, kakor je bilo prej, a ne. O prihodu in prevzemu te službe, ne, v bistvu sem kolegiju točno povedal, kaj pričakujem, ne.
kakšni so cilji. Izrazil sem tudi željo, da te cilje dosežemo skupaj, to se pravi z obstoječo garnituro, ne. Če pač nekdo ocenil, ne vem kakšnega koli razloga, ali pa bo nagajal, bo pa nekdo drug namesto tebe. Ampak ti rezultati v javnost niso prišli, ne. Vemo, če se spomniva, mediji so precej pisali o tem, da je padlo zaupanje v delo policije v tistem času. To je zgolj, posebno še danes vem, ne, zgolj propagandna akcija bila vodena iz nekega centra, kjer so preko nekaterih, bom rekel, ali profesorjev ali bivših funkcionarjev policije vsilili v javnost to tezo, in vplivali na javno mnenje, ker ta teza v nekem padcu zaupanja se je ponavljala v dominantnih medijih v nedogled. Tudi če v bistvu se ne obregnem ob to, katera agencija je merila to javno zaupanje, ne. Vemo, da vsaj naknadno sem izvedel, ali pa danes je jasno, da je ta vodja te agencije precej politično opredeljen, nasprotnik, bom rekel, nekega prejšnje oblasti. Ampak ob tej informaciji, ne, da je ta padec zaupanja izmerjen, ne, smo se seveda v ožjem vodstvu, bom rekel, močno posvetovali in se vprašali, a je razlog temu, kakšna naša dejavnost, ki bi lahko povzročila, da bi tam pa ljudje zdaj manj zaupala, ne. In smo ugotovili, da razmere so boljše, rezultati so boljši. No, celo to lahko omenim, ne, da je vzporedno potekala tudi anketa znotraj policijskih vrst, ki jo je opravila v Policijski akademiji, po proceduri, ki veljajo za znanstveno-raziskovalna dela, ne, anketa na, bom rekel, na pravem vzorcu, kjer so se policisti in policijski šefi izrekli, ne, da se zdaj počutijo boljše kot prej, ne. Ta anketa se je delala vsaki 2 leti. In glavno takrat, ko sem jaz, je bilo tisto dvoletno obdobje, kjer so to anketo zopet delali. Se pravi, na enak način so to merili takrat, na podlagi nekih anketnih vprašanj, si jih ocenil od 1 do 10 in potem preko tistega programa SPSS v bistvu potegne določene rezultate, no. No, kljub temu, ugotovili smo, da policija prav ničemur ni botrovala morebitnemu izmerjenemu, dvomljivo izmerjenemu padcu zaupanja, ne. In seveda smo mogli neke ukrepe sprejeti tudi tako, ne. Ugotovili smo, da je to stvar medijske propagande, plasirane čez te dominantne medije. Istočasno je bilo dejstvo, da smo v času epidemije, pandemske utrujenosti, ljudje imajo vsega dovolj, tudi jaz, bom rekel, priznam, sem bil neučakan, da je ta epidemija mine, ne. In vsi so izkazovali neko frustriranost, negativnost, ne. In edina rešitev je bila, da še bolj kot sicer okrepimo stike z ljudmi na terenu, ne, kar smo tudi storili, ne. Dajva se zdaj še enkrat spomniti tistega obdobja, pravite, vsi ste želeli, da bi to čim prej minilo. Bili ste soočeni tudi s precej nasilnimi protesti. Vsaj 2 takšna sta bila organizirana strani oseb, ki so tudi javno zelo sporne. Enega so pred dnevi Janisa Ličino aretirali na Kosovu, očitno zaradi posredovanja drog. Zdaj, drugi si ustvarja politično kariero. Zoran Stevanović, ni skrivnost, da govori o njem na tem protestu, ne, ko so ljudje množično prišli na ulice. To je Stevanoviću takrat uspelo po uvedbi PCT pogoja. Takrat je slovenska policija uporabila solzivec in to je bilo tudi močno orodje opozicije v boju za oblast na prihodnjih volitvah. Češ, zaplinili ste Ljubljano. Enkrat so se o tem že pogovarjali, pa zdaj, ko gledate nazaj, ne, a je vaša vladavina na policiji ostala v spominu tega solzivca? Kako vi zdaj na to gledate? Pa verjetno sem pustil neki pečat, čeprav glede uporabe solzivca in teh prisilnih sredstev zoper množico niti v eni točki nisem vplival na moštvo na terenu, da je to uporabe. Tako to je vse predpisano, veste. Ustanovijo se operativni štabi, ne, in morajo delati v okviru pooblastil, ki jih imajo. In če je javni red množično in huje kršen, je seveda tudi
tukaj je razlog za uporabo določenih prisilnih sredstev. Namreč ljudje si to ne predstavljajo dobro. Ne? Verjetno so bili prepričani na podlagi tega, kar so mediji pisali, da je, ne vem, Hojs rekel, gospod Olaj, odprite plin. To je zgrešena, bom rekel, mnenje. Zadeve v policiji sploh ne potekajo tako, veste. Jaz sem bil sicer v času teh neredov v službi v pisarni, čeprav v ničemer nisem odločal. Ne. Ampak na terenu so bili številni policisti, ki so se izpostavljali agresiji teh anarhistov. In rekel, da so protestniki anarhisti. Ne. In zdaj kot neki šef sem se čutil dolžnega, da sem blizu njih. Ne. Jaz bi lahko doma v Novem mestu kavo srkal, ne, pa gledal po televiziji, kako to poteka. Ne. Tako vodenje ne poteka. Ne. Ti moraš biti del kolektiva, ti moraš vedeti, da za kolektivom stoji neki vodja, pripravljen prevzeti tudi odgovornost. In recimo obisk v operativnih štabih, ne, po teh nemirih, jaz sem se čutil moralno dolžnega, da sem jih šel obiskati, kakšno je bil, obisk je bil minuto ali dve, recimo, da sem vlil neko zaupanje, da je to, kar so delali, dobro, dajmo, ne, fantje. Zadeva je trajala kar nekaj časa glede obvladovanja teh protestov in to je bilo enostavno treba dati nekaj spodbudo. Podobno minister, ne, ki je prišel, je šel on sicer v drug operativni štab, tam ne daješ nobenih komand, se ne moraš dajati, poleg tega se vse snema, veste, če bi neka komanda bila, bi to bilo že zdavnaj razbobljeno. Poleg tega, da so ta obisk v teh operativnih štabih poskušali negativno prikazati skozi medije, da je predstojnik nam mora priti v neko enoto, mislim, ker je čista neumnost. Ne. Istočasno recimo so bili neredi, istočasno v Franciji, ne, kjer je prišel predstojnik in minister operativni štab, recimo v Nemčiji, minister in tako naprej. Skratka, ne. To je, šef pride v enoto in zdaj tisti zaposleni tam, ne, tudi jaz, še ko sem bil v Novem mestu, ko sem bil član operativnega štaba ali sem ga vodil, ne, če prišel šef, sem bil na nek način, počaščen, zadovoljen, da je od doma prišel tudi pogledati, vprašati, kaj je ramo ali kaj ne ramo, recimo. To je dalo neko spodbudo. Ne. In tudi ti naši obiski v Ljubljani, v tej zvezi, ne, teh operativnih štabov so bili temu namenjeni. Jaz verjamem, jaz sem imel dober občutek, ne, da je bilo to prav pristop, ne, prav pristop. V bistvu ne smeš v ničemer jih omejevati, ne, ampak kvečem spodbujati. In ob taki veliki količini število ukrepov, ne, ki je bilo izvedenih, ne, moramo vedeti, ne, da je lahko bila tudi kakšna napaka. Ne, okay, ampak vedno je to tako. Če se vrnem k tistemu izvornemu vprašanju, torej po vašem obdobju na policiji ne bi se Golobovi lotili čiščenja janšistov, ne? A so bili na policiji janšisti oziroma kako politično opredeljena je policija? Dajte, jaz sem do tega resnično zelo kritičen, ampak to je zelo milo rečeno. Ne? Kako si lahko nekdo sploh predstavlja, da si vzame da mu pripada neka pravica v demokratični družbi, da bo šel čistiti kot neko smet nekoga. In to so ljudje, ne, bom rekel, kateri so bili čiščeni, dolgoletni karierni policisti z rezultati dela izvrstnimi, ne, ki so bili kar naenkrat kriminalizirani, recimo. Ne. Podlaga za to je bilo tisto famozno poročilo Ministrstva za notranje zadeve o tem nadzoru strokovnem, ki je bilo politično motivirano in pristransko. Sem to večkrat javnosti tudi že povedal. Ne. Tam so vse, bom rekel, nebuloze zapisali. Bom rekel, ta strokovni nadzor so pravili ljudje, ki očitno niso imeli prav nobenih izkušenj v zvezi z delom in organizacijo dela pri varovanju protestov. Ne rečem, da niso bili nekateri policisti, ampak vzdrževati javni red in mir v okviru nekih množičnih protestov je neka praksa in izkušnja, ki nekateri imajo ali pa nekateri nimajo. Ne. In tisti, ki so o tem odločali in pisali,
so imeli predvsem izkušnje iz pisarne, ne, ali pa iz drugih področij dela. Ne. Zato so tudi take nebuloze in neumnosti zapisane v tem poročilu. Ne. Naj samo eno omenim. Očitali so v policiji, da je nesorazmerno, prekomerno uporabila policijska pooblastila, ne, in so celo navedli, da je policija kršila 2. člen ustave. Ne. Ta 2. člen ustave itak govori, da je Slovenija pravna država. Ne. Ustavno sodišče je pa v okviru tega 2. člena razvilo podnačelo, ki se mu reče načelo sorazmernosti. Ne. In test sorazmernosti, ne, 3-stopenjski test, s katerim ustavno sodišče si pomaga pri odločanju, ali je neki predpis skladen z ustavo ali ne, ali si določa neko pooblastilo primerno ali neprimerno. Ne. Skratka, oni so v tem poročilu celo tako izhajali, da bi policist na kraju moral upoštevati načelo pravno državo oziroma podnačelo sorazmernosti, ne, ker je čista neumnost. Ne. To načelo sorazmernosti zavezuje zakonodajalca, da pri pripravi predpisov ga upošteva, ne, in jih tako napravi, da so neki ukrepi sorazmerni. In zakonodajalec je tudi to naredil. Ne. Tudi ta zakon o nalogah in pooblastilih policije je točno zapišen v 16. členu. Ne. Ampak ta seznam je bil, pravite, podlaga, da so obračunavali. Problem je v tem, ne, vi nekaj storite v okviru in na podlagi zakona. Potem pa se najde en referent, s temu rečem, neizkušen, ki bo tehtal, ali si sorazmeren to naredil ali pa ne. Kot v vlogi nekega sodnika. Ne. Skratka, izvršiš neko pooblastilo, zdaj pa nikoli ne veš, a me bo zaradi tega preganjali, ne, mogoče pa je rekel, to je bilo nesorazmerno. Kaj lahko še rečem? Da sem delal zakonito, ja, si delal, ampak ni bilo sorazmerno. Ja, recimo, ne. S tem so se soočali, bom rekel, fanti operativci, recimo, ne, kasneje, ko so bili obravnavani. Očitno so jim, ne, da so neka pooblastila zakonito porabljali nesorazmerno, recimo, ne, tako naprej. Skratka, to je neko odprto polje, kjer se lahko nekdo naknadno izmisli, kar se če. In seveda zdaj v predpostavki, ki je bila jasno izražena predsednika vlade, da je to treba čistiti, da je vsem jasno, da je bila policija uporabila ta policijska pooblastila prekomerno, nesorazmerno, da je tudi jasno je sploh, da smo krivi, recimo, ne, je treba bilo to samo še napisati, recimo, ne. To se pravi, je bilo politično motivirano, ne, tudi tiste razne nebulozne obtožbe, ne, kaj je bilo vse narobe, če se to poročilo prebere, se je dostop na medijih odvil, da zdaj sploh ni takšna. Bile so mogoče posamične napake in to redke, ne, zelo malo, ne, in nič drugega, ne, in nič drugega. Policija je svoje delo opravila vrhunsko, zakonito, strokovno. To je ugotovila tudi komisija, ne, katero sem jaz takrat po teh nemirih ustanovil, ampak sem jo moral ustanoviti, ker zakon to zahteva, ne, ni bilo to moja želja, ne, in to so v bistvu preverili strokovnjaki z tega področja, recimo, ne. Ampak verjamem, da ste si v času službovanja v policiji nabrali dovolj znancev, prijateljev, ki vam še danes marsikaj povedo, a se je te janšiste potem res čistilo, počistilo. Tatjana Bobnar je zaradi tega odstopila, ministrica češ nisem želela tega početi, kar je dejal premier. Pa jaz mislim, da so oni precej uspešno v to šli, da ne, da niso oni tega počenjali. Oni so to, se pravi, kdorkoli bil nekako premeščen v času mojega vodenja, je veljal kot za nekega kandidata, za nekega janšista, pa to sploh seveda ni bil, bom rekel, nebulozna zgodba, ko sem postavil direktorja policijske uprave Nova Gorica, da je, ne vem, janšist, pa človek je karierni policist, bil je predtem, bom rekel, načelnik uniformirane policije, dolgo leta, praktično pred pokojama, ne, in ko sem iskal novega direktorja policijske uprave Nova Gorica, ki je prejšnji se posloval, ne, sem mu na razgovoru 5 oseb, ne, tudi ta med njimi, ne, in med temi 5 so bili predvsem taki, ki so želeli to delo upravljati, ne glede na to, da niso imeli praktično izkušenja, ne. Ta gospod je pa drugim rekel, gledaj, jaz sem prišel zato, ker so nekateri podrejeni prišli, pa bi mogoče čudno izpadlo, da pa jaz ne bi rekel, jaz sem prišel, če menite, da sem v redu, bom delal,
če ne, pa tudi bom delal, ne, in tako sem pa tudi pred upokojitvijo. Ampak ne glede na to, on ima absolutno največ preferenc za to in zato sem ga izbral, ne zato, ker bi izražal neko politično. Pa se presenetilo, da je premijer Golob rekel tisti tam dol pri meni? Ja, seveda mislim, ampak gledajte, to, kar je prišlo do premijeja, so bile neke selekcionirane zgodbe, ne, je on pač dobil neki občutek verjetno, da je to neki, ne vem, kdo ta gospod. A ta gospod je v bistvu, ki zdaj pa rešil v pokoj, ne, vrhunski profesionalec je bil. Mislim, vse takšne, bom rekel, in podobne, ki so zasedali neka ključna mesta, so bili tudi takšni. Recimo pa, ko sem postavil direktorja policijske uprave Kranja, je bila ženska gospa Melita, recimo, ne, tudi, ne, recimo, gospa je strokovnjakinja, ona je imela vodstvene sposobnosti, ona je tudi šla v pokoj, ne, ona je znala komandirati, tako pa nič drugačen. V bistvu vodja mora znati voditi. Gospa je vrhunska vodja, recimo, ne, z izkušnjami, tako da. Tudi vi ste bil karierni policist, ne, predtem. Koliko let? 11 let ste bil na čelu kriminalistične službe v Novem mestu. Ja, kar dolga doba. Če primerjate z delom na generalni policijski upravi, ne, ste se v Novem mestu soočali z drugačnimi, bolj realnimi problemi, manj političnimi, ne. Kaj vam je morda najbolj ostalo v spominu v času, ko ste vodili kriminaliste v Novem mestu? Moram priznati, da nisem čutil prav nobenega vpliva neke kakršnekoli politike, da je nekoga naj obravnavamo ali pa ga ne obravnavamo. Praktično vse kazenske ovadbe so šle preko mene, logično, ker sem bil načelnik kriminalistične policije. Skratka, nobene politike ni bilo, nekoga dejte, onga pa ne, to sploh ni res, ne. Zadeva je bila zelo tako profesionalna, strokovna, opravljena, ne. Je bilo pa tako, ne, v bistvu ni bilo nekega hudega kaznivega dejanja, da ga ne bi uspeli v Novem mestu rešiti. Tukaj pa stvar nekega vodenja, motiviranja, ne. Tudi, ko se zadeva ni šla, smo nekaj smo spregledali, gremo znova, recimo, ne. Recimo je bila zanimiva zadeva ta bombni napad v Dobruški vasi, ne, ko je vržena bomba skozi okno hiše, kjer so spali dve Romkinji, ne, so bili obe seveda ubiti, ne. Tako, to je ta zelo najbolj zahtevnih kriminalističnih primerov bilo. Praktično smo začeli iz nič, ne, pa vendar ta naša vztrajnost nas je privedla, bom rekel, do nekih oseb, katerim sploh ne bi pripisal neki motiv, zakaj bi neki to napravili, pa še z drugega območja so bili in tako naprej. Skratka, ampak vse se da, če se hoče, recimo, vse se da, če se hoče. In zato rabiš moštvo. Moštvo, katere ti zaupa in ti njim zaupaš, da ne bo rekel, delamo od 7 do 3, zdaj grem pa domov. Ok, imaš pravice, da se izklopeš, recimo, tudi takrat. Noben ni rekel, da hoče ob 3 pa je domov, ne. Prej bi bil nesrečen, zakaj ne sme podaljšati ali pa da bi hotel biti v ekipi še naprej, ne. To je tista motiviranost, ki je kasneje, ne, ko sem jaz to šel na neke druge ravni, ugotovil sem, kam smo mi to prišli, ne. Zdaj tu pa je čisti sindikalizem, ne. V firmi neki od 6 do 2, konc ure pa gremo domov, ne. Zdaj beremo v teh dneh, tudi v luči teh dogodkov v Kočevju, o čemer sem govoril čisto na začetku, o povečanju kriminalnih dejanj v Sloveniji, rasti na neko predkoronsko raven, torej 15% v primerjavi z lanskim letom. Sicer na generalni policijski upravi zatrjujejo, da ne odstopa od kriminalnih dejanj recimo na območju Ljubljane, pa vendarle, ko spremljate situacijo zadnjih 10 let, vse od tiste velike migrantske krize jeseni 2015 naprej, a je povečanje kriminala povezano s ilegalnimi prestopi meje ali ne? Verjamem, da ja, na področju premoženjske kriminalitete, ne. In to še več ali manj v Ljubljani, ne. Sicer je pa res, da ta odprta meja, ne. Dobro, itak smo člani EU pa šengensko območje, ne, prihajajo iz drugih držav, vlomilci, žeparji, recimo, in tako naprej, ne. Tako da to je neki razlog, ampak če je to dejstvo, ne, moramo se prilagoditi, da to obvladujemo, ne.
In tukaj verjamem, da je imela policija veliko manevrskega prostora in nekako tega ne uspe dovolj izrabiti. Žal, no, tako bom rekel. Verjamem, da bi bili lahko rezultati boljši, čeprav tudi ti, ki so, trenutno ne izkazuje, da je Slovenija nevarna država zaenkrat. Upam, da vsaj tako ostane, ne. Pa vendar na nekem področju, ki so merljivi, bi bili ti rezultati lahko boljši, plus seveda tudi še neko javno mnenje, zaupanje v policijo mora biti primerno, da se lahko dela. In tisto, kar najbolj moti, pa je pomanjkanje policijskega kadra. Tukaj je pa taka napaka bila narejena, ki bo težko popraviti v prihodnje. Kakšne nevšečnosti je ta vlada povzročila policistom, ki varujejo našo južno mejo z odprtjem teh meja, podiranjem ograje v teh časih? Ja, glejte, napak je bilo kar nekaj in to zelo velikih, a ne. To, da se je ta meja zdaj opustila, je posledica, da je Hrvaška vstopila v šengensko območje, a ne. Absolutno je bila neumnost, ne, da se je šlo to mejo, se pravi žične ograje oziroma te prepreke, kakor jih je takrat Cerar imenoval, odstranjati, ker to je neki psihološki znak, da je to neka država, ne, da lahko greš v državo skozi mejni prehod, ne pa čez to ograjo plezati in tako naprej, ne. In s tem so dali v začetku neko spodbudo tihotapcem. Slovenija je zdaj čisto drugačna, ne. Slovenija je do ilegalnih migrantov, ne govorim zdaj o migrantov, do ilegalnih migrantov ima drugačen pristop, nikomur se nič ne more zgoditi, pridite. Potem imamo tukaj vlogo nevladnih organizacij, vemo, da je ena gospa, ki zdaj kandidira verjetno za varuhinjo človekovih pravic, je bila zelo aktivna recimo na tem, da so ilegalno čez mejo spravljali ljudi, tako naprej. Skratka, to je bila kot neka prva napaka. Druga zelo pomembna napaka, namesto da bi se ukvarjali z vodenjem, so se ukvarjali z nekim, tako bom rekel, ne, čiščenjem. V času ministrice, bom rekel, Bobnarjeve, pa tega gospoda Lindava, to, da ona dva nista hotela tega delati, moram reči, da to ni res, ne. Ona dva sta šla iz nekih drugih razlogov, vse sta tudi povedala, ne, da v bistvu je bil neki razlog nekega varovanja, drugačnega varovanja predsednika vlada, pa boljše plače, pa predsednik vlade je hotel direktno komandirati. Skratka, ne pa to, ne, ali boste z njimi počistili, ali z njimi ne boste počistili. Šli so si to čiščenje, ne. In tukaj namesto, da bi se ukvarjali z vodenjem, ne, jim je ušlo iz rok področje kadrovanja. Mi smo uspeli z veliko dela, truda vpisovati približno 300 kandidatov za policiste vsako leto na policijsko akademijo. Tudi smo povečali število razpon vpisnih mest v okviru Ministrstva za šolstvo, to je procedura. Uspel sem tudi, da je v okviru izobraževalnega programa višji policist več ur samoobrambe, pa manj ur nekih drugih filozofskih ur. Več ur samoobrambe že zaradi tega, pogledajte, kako policisti intervenirajo, ne, sploh intervencije ni, ne, premalo samoobrambe. Se pravi, ampak na področju kadrovanja, ne, imamo negativno kadrovsko fluktuacijo. Več ljudi odide iz policije, kakor se letno zaposli. In to je zadeva alarmant, na katerim se mogel niti ne generalni direktor, ampak sam minister in predsednik vlade s tem ukvarjati. V eni stvareh, ker ste strokovnjak, ker ste toliko let delovali, zdaj pa ste v pokoju, morda lahko bolj lahkotno govorite. Veliko je bilo v zadnjem času govora okrog tega, ko sva že spet pri migrantih, da prihaja do nasilja, do posilstev v Ljubljani. Je to propaganda neke politične opcije, recimo tiste, ki je ta hip v opoziciji, si želi na oblast? A je to res posledica ilegalnih migrantov? A vi to lahko ocenite? Glejte, jaz verjamem, ali pa bom drugače rekel, sem prepričan, da je to posledica ilegalnih migrantov. Zakaj se to na tak način v medijih pojavlja, pa je napaka, bom rekel, policije, ki na nek način olepšuje ali pa ne daje dovolj informacij. Zakaj policija to počne? Zakaj policija ne pove, ja, bili so tuji državljani? Glejte, imamo Marakeški sporazum, katerega je Slovenija sprejela in menda kao ne zavezuje.
Trenutno oblast se zelo drži tega Marakaškega sporazuma in od tudi piše, da v bistvu imigranti treba obravnavati kot neki potencial, ki bo dal novo vrednost državi, vse v pozitivnem smislu. Ne. In zato se tudi ne navaja, ne, kdo in kaj, recimo. Tudi te zadnje zgodbe v okviru te romske problematike. Je govoril o občanih. Ne? Ja, jaz ne razumem, zakaj bi bilo Romu lahko narodno, da bi rekel, jaz sem pa Rom. Pa se to je ustavna kategorija, recimo romska skupnost. Ne? In zakon je določen, zakaj bi bilo meni Rom povedati, da sem Slovenc. Sem ponosen Slovenc. Vsi oni tudi lahko ponosen Slovenc, je pa sicer Rom. Ne? Skratka, in zdaj je bilo v policiji prepovedano, da bi napisali, da je bil to Rom. Ne? In javnost to itak izve in reče, to, kar nam vi poročate, pa največkrat še zamikom zaradi tega, ker so naknadno zahtevali od vas podatke, ne? Koliko pa je takega, ki vi to sploh ne poročate. Ne? In tukaj prihaja do nekih dvomov. A je to potem tisto, kar zares zbija zaupanje v policijo? Verjamem, da ja. Javnost bi bilo dejansko treba prepričati, ne? Da novinarji dobijo vse informacije, informacije tiste, ki smejo dobiti, da se nič ne prikriva. Trenutno ne, je situacija taka, da tudi jaz ne verjamem, da vse povejo. Ne razumem, zakaj. Ne, da mora novinar prositi. Da bi to lahko bilo politično navodilo policiji? Temu bi težko rekel. Veste, bolj verjamem, da ti, ki v tem odločajo, recimo v okviru službe za stike z javnostjo na generalni policijski upravi, ne, da sami ocenjujejo, kaj bi bilo mogoče dobro, da se ne sliši, ker bo, ne vem, da ni mogoče skladno s trenutno politiko. Ne. Tako da je pa dejstvo, da smo daleč že od tistih časov, ki bi se lahko nekdo tako vehementno obnašal, odločujoče, arbitrarno, ne bom ti dal informacije. Ne. To je mimo. Ne. Ko sva pri romski problematiki, tudi na naša novinarska vprašanja, ne, kdo je kamenjal policiste, ne, nam niso direktno odgovorili, da je šlo za romsko skupnost, potem pa pridejo nekaj dni kasneje v javnost posnetki, kjer mladoletni Romi to počnejo s policisti. Ne. Neumnost. Ne moram drugače povedati kot to. Ne. Jaz sem imel neke stike, ali pa bomo rekel sicer številne, še ko sem delal v krim službi na področju klasične kriminalitete. Pogosto smo imeli neko pravilo v romskih naseljih, tudi še kasneje. Nekateri mladci, ne, v tej romski skupnosti so resnično problematični. In sicer je pa večina ostalih dobrih ljudi v tem romskih naseljih. Dejansko ne želim zdaj neke propagande delati. Priti v romsko naselje, ti boj kavo skuhal, se boj pogovarjali s tabo, se čutiš, da si tudi zaželjen, recimo. Ne. Daleč od tega, da je to vse neko nasilje in tako naprej. To je neka specifična kultura, kateri se moraš prilagoditi. Poglejte, v Novem mestu smo nekako orali ledino v tem delu Slovenije, zdaj ne govorim tisti prekmurski del, ki je čisto drugač. Tam so vsi nekako, bomo rekel, socializirani, hodijo v šolo, hodijo na delo, tudi na Dolenjskem in jugovzhodnem delu Slovenije drugače. Mi smo si pomagali z romsko policistko, recimo. Ne. Bom rekel, bolj po naključju, ko smo imeli težave, še ko sem bil direktor, ne, sem pa šel na idejo, pa to bi bilo fajn, če bi imeli policistko, ali pa policista iz romske skupnosti, tudi oni bi ga lažje sprejeli, mi bi lažje preko njega, preko policista ali policistke informirali skupnost, kaj je prav, kaj je narobe, dobili bi podatek, kaj je prav, pa kaj je narobe. Ne? In tako je prišlo do tega, da sem v bistvu kadroval to gospo Brajdič, Nataša si takrat pisala, se ne vem, kako se zdaj piše, niti ne vem, če je še v policiji, a ne. In ta gospa nam je dala en krasen pogled v življenje romske skupnosti. Ona je točno izhajala iz tega območja, ona je, bom rekel, živela tam, sama je povedala, kakšne težave so, kako se lahko Romi, ki želijo študirati, se šolati, kakšne težave, ki jim tega ne pustijo, se pravi okolica in tako naprej, ne? In kako pristopiti do tega. Ne? Z njo smo si zelo pomagali. Tudi takrat, če je policist zapeljal v romsko naselje, je kakšen kamen odletel na policijsko vozilo, ne? Ampak kasneje, ne? Se je s policijskim vozilom romsko naselje pripeljala Romkinja, Nataša, je rekla, ta je pa naša.
In kasneje, ko je prišel policist brez romkinje, to je naša policija, recimo, ne. Mi smo nekaj tako uspešno vest uspeli zgraditi in s tem neko veliko zaupanje v romski skupnosti. Govorim še zmeraj, da so obstajali mladci v času odraščanja, ki so bili problematični. Ampak to hočem reči, ne. In pol kasneje, ko sem bil državni sekretar, še sem zahteval od policije, ne, in sem dobil nalogo v zvezi s to romsko problematiko, ne, da se kadruje še več romskih policistov, recimo, ne, da bi vsa ta pomembnejša, večja naselja bila, bom rekel, pokrita informativno in operativno z romskimi policisti. Zdaj, kar je zanimivo, ko govorijo o primeru mestnega loga v Kočevju, slišati je, da so na občini Kočevje v bistvu zaprosili Ljubljano za pomoč, da sami enostavno nimajo dovolj patrulj, da bi lahko povečano stopnjo kriminalitete pokrivali in da imajo zlasti težave z Romi. To zdaj govorijo na glas. Nekaj je šlo pri integraciji narobe. In očitno se je ljubljanska policijska patrulja pripeljala v to naselje, očitno ne vešče, kako z Romi ravnati. Ja, itak policijska uprava Ljubljana pokriva tudi Kočevje, ne, zdaj, da so tu prometniki šli, je to verjetno razlog, ker je bila kot patrulja prosta in so jo lahko poslali. Mogoče je tukaj manjko, jaz sicer ne vem, ne, kakšna navodila so dobili preko komunikacijskega centra, ne, da gre za verjetno romsko populacijo, kjer moraš nekoliko drugače delati, ne. In tukaj verjetno, no bom rekel, odprava na delo, če so bili kasneje, bom rekel, tja posredovani, tukaj bi ta vodja operativno-komunikacijskega centra moral nekako malo poudariti, če nekdo nima izkušenja, ne, kako, ne, naj k temu pristopi. Zdaj, če je to manjkalo, je to malo napake, ne. Situacija, kakršna pa če je pa nek način pričakovana, veste. Pričakovano, ne. Tako da tole niti ni neko presenečenje, če ti greš v romsko naselje in teči za enim Romom, pa ga primeš, ostali tega ne bodo gledali. Najmanj, kar je, se bojo okoli zbrali in iz radovednosti, kaj se je zgodilo, ne. Potem bojo začeli ženske kričati, ne, potem bo kakšen kamen vrgel, potem se bojo cukali in bojo policisti na teh. To je dejstvo, tudi danes, če greš v neko drugo romsko naselje. Skratka, sam pristop kot tak, ne, očitno ni bil najbolj domišljen. Posledice so pa, hvala Bogu, da ni bilo kaj bolj kritičnega, recimo. Ja, 2 poškodbi sta bili lažji poškodbi. Ne? Ja, lejte, do tega sem kritičen, da so se ti mladci to dovolili. Tudi mogoče pod vplivom teh, bom rekel, družbenih medijev, ne, ker je tega nasilja še dalje več, recimo. Ne. Tudi posnetek je prišel ven skozi družbeno mreže. Kdo je snemal to? Ste malo na teh družbenih vidite nekaj katastrofalno, bom rekel, nasilne posnetke, kako se obračunava in s policisti in z drugimi, recimo. Ne. Tako da to se nekim mladcem vtisne v spomin kot neka ravnanja, ki so dopuščena ali pa bojo deležni celo neke pohvale v sami skupnosti. Pozitivne afirmacije. Policista malo zbrcal, pa ga malo scukal, pa po tleh vrgel, recimo. Ne. Temu pravosodje sistem ne parira uspešno z ukrepi. Ne. Jaz se spomnim še zelo dolgo nazaj, ko je veljal še v stroki, lahko rečemo, stari ZKP, Zakon o kazenskem postopku, ne, kjer smo taki ljudi v bistvu praktično pridržali pa privedli, ne, in predlagali pripor. Bil en pripornih razlogov je tudi ponovitvena nevarnost vznemirjanja javnosti. Je bil eden ponovitnih razlogov. Ampak jaz sem se v Kočevju pred dnevi pogovarjal s predstavniki občine, ne, celo s podžupanom, ki zelo odkrito priznava, ne, ta nova romska generacija je drugačna, ta se ne želi integrirati, ni motivirana, vozi se z dragimi avtomobili, nosi drag nakit, drage telefone, na nek način pridejo do teh stvari po drugi poti, evidentno ne po legalni, ne, in niti niso motivirani, da bi se učili, da bi hodili v šolo, pa še vsi so socialni prejemniki. Ne. Kar se tiče teh mladcev, jaz verjamem, da ti ne vedo, kaj želijo, pa kaj ne želijo. Recimo, problem je, da niso vzgojeni. Ne. Tako da je zdaj problem samega Kočevja, kako ga rešiti z občutnim, transparentnim, večjim številom policistov. To je tisto, kjer lahko neko nasilje ugasneš ali pa povečaš občutke varnosti. To, da greš enkrat s konjem mimo, levo, desno, ljudje niso neumni. Ne. Pa kaj mi zdaj tukaj
paradiraš s konjem, katerega, mislim, ki ne boš nič preprečil, recimo, ne. Skratka, to je bilo malo ponesrečno, sem pol kasneje prebral, da so bili tudi do tega kritičnega, da so dva policista s konjenico tam bila. Posledica je bila, da je pač konj nekako onesnažil zelenico tam, ki se otroci igrajo, recimo, pa niso to za sabo pospravili, recimo, celo tako daleč je zadeva šla. Skratka, potrebno je opazno več policistov. Danes pa pri problemu kadrovanja teh policistov ni dovolj, ne. In zamuja se pa zelo drastično, ne, nočejo implementirati rešitev, ki bi pomembno vplivali na vzgojo vseh otrok iz socialno obremenjenih okolij, tudi Romov. Se pravi, tiste naše rešitve, ko sem še vodil delovno skupino, vladno delovno skupino za romsko problematiko, ni naslavljala samo Rome, ni bila diskriminatorna, zdaj pa mi Rome obravnavamo. Mi smo obravnavali, zajeli vse iz teh socialno obremenjenih območij. Ravno tako ta zakonski predlog 4 zakonov 11 županov jugovzhodnega dela Slovenije naslavlja vse otroke iz socialno obremenjenih okolij. Ker niso samo Romi tisti, ki ne pošiljajo otrok v šolo, so tudi druge populacije, ne, tudi prišleki predvsem, recimo, ne. Skratka, vse naslavlja, ne. Nihče ni diskriminiran, ukrepi, ki so domišljeni. Poglejte, župani točno vedo povedati, kakšna je situacija ali rešitve na območju urejanja prostora. Potem policija, kaj je v zvezi, kateri ukrepi učinkujejo ali ne, recimo, da ga kaznuješ, pa ne plača in tako naprej, ne. Župani so tukaj pomembno vplivali na predloge. Potem je tukaj zelo dejavno bila, se še takrat spomnim, vodja skupnosti občin Slovenije, bila prav malo nesrečna, da je nismo povabili, sem rekel, ja, rade volje, ne, boste prispevali z rešitvami. Minister za notranje zadeve je bil, veste, on je bil neizprosen s komando, vlaj uredi. In tako naprej. On je vprašal, ali je nekdo levo ali pa nekdo desno, ne. Recimo, sem povabil na sodelovanje celo več, gospod celo sam v glasu, ne. Recimo, govorimo o mojem znancu Franciju Keku, ne, daleč od neke desne miselnosti. Bi bil pripravljen, tam se je rekel, Franc, pridi, prišel, prinesel dobre predloge, kateri smo tudi upoštevali, recimo, ne. Skratka, romska skupnost sama, ona je bila vključena v izdelavo teh predlogov, ne. Se pravi, in zato nekdo, ki mi danes govori, ne, da se bomo o tem pogovarjali, ne, pove samo to javnosti, da ne želijo nič napraviti. Zakaj so pa sosedje obupani? Pred kamere niso želeli, ker se bojijo maščevanja, pravijo, vlomov smo udeležni 1 do 2 na leto, sodnega epiloga nikoli ni, ti ljudje uradno premoženje nimajo, 10% jih je samo zaposlenih, premoženja nimajo. Očitno pa policisti pa tistega, ki je vidno, teh avtomobilov, ki so očitno pisani na druge ljudi, pa tudi ne morejo odvzeti, ne? Vsa ta vprašanja smo obravnavali na tej delovni skupini že dolgo nazaj. Recimo, tle je bila ena pomembna situacija. Vso to delovno skupino so bili že po samem zakonu o romski skupnosti vključeni tudi predstavniki ministrstev, okolje in prostor, pravosodje in tako naprej, ne. Nekateri so sodelovali, nekateri so bili pa na sestankih s figo v žepu, ne. In niso dali nekih predlogov. Recimo to, ker se govorite o tem premoženju, izvor premoženja, ne, to je neko področje za področje, mislim, iz področja ministrstva za finance, recimo, ne. In te ljudi iz ministrstva, razen redkih izjem, je bilo zelo težko spodbuditi k temu, da so prispevali neke uporabne predloge. Zdaj, zakaj so pa jih nekateri, ne vsi? Ker sem se skliceval na avtoriteto predsednika vlade in na ministra. Sem rekel, poglejte, jaz moram ciklično, mislim, mesec ali 2 meseca napisati poročila. Zdaj, jaz bom napisal, da pač niste želeli sodelovati pa podati te predloge. Kljub temu, ne, da ste kot državni sekretar po tisti odredbi, ne, vladne službe v delovni skupini in to morate. Če vi menite, da boste to lahko upravičili pri svojemu ministru, ok, sem to, da veste, no. Bom napisal, da nočete sodelovati, ne. In ti ljudje so začeli sodelovati, recimo, ne, saj nekaj, ne. Tako da,
vsi ti predlogi so bili nekako upoštevani, tudi v zvezi s kaznovanjem, pa izterjavo kazni in vse to. In to v bistvu obstaja, ne? To je zapisano. To smo mi prelili v konkretne predloge. Vendar za nastopom nove oblasti seveda so rekli, potem je to delo prevzel gospod Grizold, mislim, da je bil nekdanji profesor na fakulteti za družbene vede, če se ne moram. Ne. Anton Grizold. Ja, ki je tudi šel čez te ukrepe in je ugotovil, da ukrepi so, da je zbirnik obstaja, da pa bodo oni to uredili na mehkejši način. Ne. Se pravi, ok, cilji, ukrepi ste identificirali, ampak pregrobo, ne vem, če sem to razumel, čeprav ničesar takega ni bilo noter, ne, da bojo on to na mehkejši način uredili, seveda iz tega ni nastalo čist nič. No. Zdaj bi se pa želeli pogovarjati. Ne. Ok, vedno je prostor za pogovor, sploh se ne odklanja, ampak dajmo to prvo implementirati tisto, kar vemo, da bo učinkovalo, pa se zraven tudi še pogovarjamo. Ne. In zdaj to pogovarjanje, ki ga ono napoveduje, da ne bojo nič naredili. Vi se boste lahko sami pripričali. Ne. In govorimo o neki situaciji, ker so lahko vsi zmagovalci, ne glede na političen pol. Poglejte, ta predlog teh 11 županov, ne, ki je bil vložen v državni zbor kot zakonodajna pobuda s podpisi volivcev, pa je bil na matičnem odboru zavrnjen, recimo neumnost. Ne. Se ena gospa, kratko strižena članica tega, bom rekel, odbora, je bila celo, je šlo zelo na smeh. Ne. Krasno idealno, najmanj, kar bi bilo, da bi te predloge dali v proceduro zakonodajno. V zakonodajni proceduri so lahko novi predlogi, izboljšanje nekih predlogov členov, amandmaji. Skratka, in bi prišli naprej do nekih rešitev, lahko tudi mehkejših, boljših, recimo. Ne. To, da so takole poniglavo storili, jih ne razumem. In kdo bi to podprl? Ne vem, kater občan bi podprl, da je to pa dobro, da tiste predloge, da ste pa zavrnili. Župani nič ne vejo, Romi so fajn, saj so, ne, anarhija nam ustreza. Ne vem, kdo bi to akceptiral, takega človeka ni. Ne. Po zdaj to okrepljeno policijsko sodelovanje na območju Kočevja prineslo neke rezultate, kaj po vaše bi se po takšnem primeru moralo storiti? Teh rezultatov ne bo veliko, ne. Verjamem, neka edina služba, ki obstaja v taki situaciji, policija. Spravi, za trenutno ugasniš neko nasilje, ampak ne ena policijska patrulja, pa ne dva konjenika, ki se bo tam malo sprehodila čez Kočevje. To je občutno premalo. Tle bi pomenilo, ne vem, koliko patrulj dnevno, 24 ur, vidnih na izpostavljenih mestih. Tukaj pa enostavno mislim, da ni dovolj policistov, ne. Da ni dovolj policistov, ali se pa trenutno oblast, rekel generalni direktor policije, še ne zaveda o problemu, ne, kako velik je ta problem, recimo. In da bi bil zato tvegan prerazporediti neke kadre za obdobje, ne vem, pol leta. Pol leta bo tam policije praktično mrgolelo, ampak ne zato, da boš večinsko populacijo maltretiral, ustavljal, pa jim dal pihati, ne, to bi oni že sami prebivalci Kočevja bo zdaj razumel, da je to ampak dokler bo problem, čeprav razumem, in to govorijo tudi na občini, sistemske narave, ne, in bo policija zgolj prišla miriti in gasiti požare, bodo na koncu policisti tisti, ki bodo treba preprečiti nasilje in blome. To lahko edin policija napravi. To je kratkoročen ukrep. Istočasno. Pa govorijo pa bi morali začeti z vzgojo, z ukrepi, ne, da če si prekršek, da boš plačal kazen. Če ne ti bomo od sociale utrgnili, oziroma boš dobil keš, boš dobil na to bi moglo istočasno potekati. Zakoni bi morali biti že spremenjeni. Vidimo, da tega noče storiti. Ne. Potem bi se v obdobju nekaj let drastično, oziroma bi pa tudi občani lahko prepoznali, zdaj se pa nekaj pozna na boljše. In do tega mi moramo priti. In mislim, da tukaj občani morajo ustrajati v nekih pričakovanjih, ker bom rekel, varnost je ustavna kategorija. Občan ima pravico zahtevati, zagotovi mi varnost. In tle spet ne razumem, bom rekel, nekaterih ministra, generalni direktor se itak ne oglaša nikjer,
ko v bistvu občani sami ne javijo, se bomo pa sami branili. Ne, to pa ne. Vaške straže, to pa ne. To je bil tudi nekako zaključek obiska na tem območju. Ko sem sam raziskoval zadevo, sem kar dobil zelo konkretne odgovore. Zadeva je eskalirala do mere, da se bomo oboroževali sami. Usporednico, paralelo lahko vlečejo nazaj tudi z Ljubljano, kjer so vse glasnejši pozivi, naj se tudi dekleta oborožujejo. Ja, poglejte, teh pozivov Je to propaganda? Je to neka desna propaganda? Je to resna stvar, naj se ta dekleta oborožujejo in se branijo nasilnih migrantov? Kje je ta ločnica? Tukaj ima seveda država zelo veliko odgovornost. In moram reči, sem zelo kritičen, da tako zlahka, vehementno zavrača neko pomoč, pripravljenost ljudi ali pa skupnosti, da bi sodelovala pri zagotavljanju varnosti. Ker zakonodaja to omogoča. Mislim, da je zakon o organizaciji in delu policije jasno, da policija sodeluje. Lahko sodeluje s posamezniki, lahko sodeluje s civilnimi iniciativami pri zagotavljanju varnosti. Seveda v okviru policije. In zdaj, kdorkoli izrazi to željo, kaj smo ugotovili v Ljubljani, istočasno, takoj naslednji dan so bili označeni za kaj? Za neonaciste. Dvomim iskreno, da so bili tisti fantje. A pa je, gospod Olaj, vam to normalno, da taka skupina z nekimi sumljivimi simboli paradira po Ljubljani, prikazuje na posnetkih na socialnih omrežjih zvezane migrante? Je to normalno? Ne, to ni normalno, to je deviacija. Ne? Kot je deviacija, da mi po Ljubljani paradirajo zamaskiranci z nekimi antifa znaki, prirejenim orožjem, razgrajajo, razbijajo. A je to normalno? Tudi ni. Ampak to, kar sem jaz želel, hotel, zahteval od policije, je, in tukaj je velika hiba, enaka obravnava vseh pred zakonom. Če mi ti antifovce in ostale anarhiste ne obravnavaš, mi pa boš je tukaj nekaj narobe. Je tukaj, oprostite, nekaj zelo narobe. Pa kaj smo mi, neka režimska policija prejšnjega režima ali kaj? Zakon jasno govori, enako obravnava vseh pred zakonom. Ok, tisto deviacijo, tistih, kaj že obritoglavcev, ali ne vem, kdorkoli že so, ja, če to deviacijo obravnavati, ampak da mi direktor policijske uprave Ljubljana je dal neko izjavo, da jih takih spremljajo, ker so videti nekako grobo, ali dajo videti, da so neki nasilni. Zdaj že mi po videzu ocenjujemo, koga bomo obravnavali, pa koga ne bomo obravnavali. Zdaj, a ste vi dovolj lep ali premalo lep, a vas bomo obravnavali, ne bomo obravnavali. Tukaj pa je zadeva šla čisto v neko drugo smer. Ampak prej ste govorili o tem, da si lahko državljani in policija pomagajo. Absolutno. Ampak kje je zdaj ta meja? Kaj je ta pomoč, ki je dobrodošla, in kaj je nekaj, kot je neka vaška straža, ki lahko vzbuja tudi občutek, da gre za neko nenavadno, morda že skoraj nezakonito zbiranje in početje? Vete, vaške straže, lahko bom rekel, je neko dejstvo, tudi tako razumljeno, ne? Ko nekdo odklanja neko zagotavljanje varnosti in so ljudje primorani, ne, sami. To je neka oblika, vam rekel... Pa mediji si jih vedno prikazuje izrazito negativno, vsa ta leta, ne? Ja. Poglejte, lokalna skupnost želi sodelovati, tudi na področju varnosti. Zakon to omogoča. Imamo šefe policije, ki bi rekli, dobro, pa dajmo se zmeniti, policistov je vedno manj, dejstvo. Se zelo trudimo, da jih bomo pokadrovali več. Kje se lahko najdemo? V okviru policije, da se razumemo. Ne bo to neka vaška sama na podlagi straža, na podlagi nekih lastnih pravil delala, daleč od tega. Ne? In zdaj oni že v samem štartu to zavračajo. Mi ne želimo z vami sodelovati, vi se pa sami ne smete varovati. Ljudje to čutijo kot neke vrste, da ga država hoče, da se ti izpostaviš nevarnosti in da država nič ne bo napravila, recimo. Ne? Ko pravite oboroževanje, ne vem, deklet in tako naprej, imate, ne vem, hčer, ki mora iti po šoli, ne vem, na neki krožek, tečaj. Bom izpadel nestrpen, če jim rečem, oboroži se z nekim sprejem. Absolutno, poglejte. Migranti prežijo na tebi. Jaz mislim, da bi se močno očital, če se kaj zgodi, pa bi se lahko uspešno obranila. Posebno še, če bi policija
promptno informirala, katero območja so pa nekako rizična, da tam pa ni dobro, najbolj, če se sami sprehajate, ne, ja, če vas je več, mogoče imate kakšnega kužeta sabo in tako naprej, recimo. In če te informacije manjkajo, ne, se ljudje enostavno počutijo izigrane na področju varnosti. Ta policija, ne vem, nas sploh ne varuje, ali pa bolj jih je skrb, ali jaz peljem v naselju 51 km namesto 50, da me bojo kaznovali, kot je drugega, recimo. Ne. Skratka, tukaj vidim en velik manko, sodelovanje s skupnostjo in posamezniki, ki želijo sodelovati pri zagotavljanju varnosti. Mi to možnost imamo. Sploh ne vem, kako bojo drugače. Kako posamezniki lahko dejansko sodelujejo, da ne bodo v medijih očrnjeni, da so neonacisti, ki se samo organizirajo? Pa zdaj ne govorim samo o tistih, da bojo ti posamezniki hodili okoli v teh škornjah pa v tistih vojaških hlačah. Ni to potrebe, nobene, recimo. Ne. To je stvar ureditve. Poglejte, minister lahko predpiše neki akt, ki dodatno obrazloži ta člen v zakonu o organizaciji in delu policije, ki to določa in omogoča. Ja, sodelovali bomo pa na tak način. A imamo tak akt? Ga nimamo. Generalni direktor policije lahko predpiše enako uporabo nekega pravilnika ali zakona z nekim. Skratka, tukaj bi se morali ta vrh ministrstva in policije zganiti in predlagati rešitve, ki jih bodo morali predlagati, glede na tudi policistov čedalje manj. Kako tisti, ki želijo sodelovati, ne, na kakšen način. Zdaj ne govorim, da mora biti v uniformah pa obriti, pa tako naprej. To je zdaj zgrešeno razmišljanje. Ne? Na kakšen način pa potem? Ampak poglejte, če so vsi ti dominantni mediji to negativno predstavljajo, lahko jutri to predstavljajo pozitivno. Samo to informacijo jim je potrebno dati, da bodo razumeli, seveda v dominantnih medijih. Jaz sem prepričan, da bo to v zelo kratkem času ne bojo več to neki nasilneži, ki nimajo kaj drugega početi in terorizirajo nedolžne imigrante ali ne vem koga po Ljubljani, recimo. Ne. Ampak, da so to ljudje, ki so v okviru dela policije pripravljeni sami, mogoče bi jih morali primerno z nekim primernim oblačilom, z nekim znakom, ki bi jih predpisala, ne vem, minister s pravilnikom, označiti, da to je občan, ki deluje v okviru skupnosti. Skratka, vse to je mogoče napraviti. Imamo zakonsko podlago in jih ne razumem, zakaj to tako a priori zavračajo in kdorkoli želi vaška straža, neonacist. Pa se verjetno zavedate, da to, kar ste zdaj predlagali, bo spet v delu javnosti sprejeto? Itak sem že znan, kot bom rekel, ne vem kdo, nasilnež pa tako naprej, jaz jih bom to javno sprašoval, kako si pa oni predstavljajo, da bodo živeli normalno, varno sicer. Samo še eno vprašanje, ker je tudi ta tema aktualna. V javnosti je slovenska policija pred dnevi, to smo mediji poročali, poslala neka priporočila, kako naj se dekleta obnašajo, če pride do poskusa nasilja, posilstva. Saj so napisali vse, kako naj se poskuša temu izogniti, če pa res ne gre, ne, pa naj nekako se potegne nazaj in se poskuša umiriti, da bi zadeva čim prej mirila. Ne. Bilo je nekako nerodno spisano, mediji so to pograbili, nekateri to raztrgali, češ kaj pa policija govori. Kako ste vi to razumeli, bi lahko policija to drugače napisala? Ste vi razumeli, kaj so želeli povedati? Namen je bil dober. Namen policije je bil dober. Tisti zapis je pa nerodno formuliran. Ne. Nerodno formuliran. Obstaja celo neka preventivna brošura Letak, kjer je tudi noter zapisano, mislim, da je v leta 2011, 12, 13 to narejeno, ampak tista vsebina iz tistega preventivnega letaka je bistveno daljša in ne dopušča mogoče nekega zaključka, da se mora ženska, dekle v bistvu odpovedati neki lastni dostojanstvenosti, da je bo nekdo posilil. Ker pazite, ne, kaznivo dejanje posilstva pomeni, da je nekaj storjeno na silo. Zdaj, kaj ta gospa kar naenkrat v to privoli, da je ta še celo, ne vem, sočuten, ali to sploh potem zavračanje tega odnosa. Tukaj bo že težava sploh, ali je bil ta akt, bom rekel, nasilen, sporazumen ali nesporazumen, recimo. Ne. In tudi ženske lahko to zelo različno razumejo. Ne. Zakaj to pomeni? Ne. Da moram jaz
med tem aktom, katerega jaz ne želim, recimo, ne, kaj moram početi, da se bo ta gospod zadovoljno počutil. Ne, skratka, ne. In tukaj je eden od, bom rekel, bralcev teh raznih kritik je zapisal, ne, kaj bi mogla policija storiti, ne, primerno psihološko pomoč, če žrtev postane po tem aktu, ne, nuditi pomoč, ne, po tem žrtvam. Recimo, to je tako, kot če bi bil vi postavljen pred situacijo, da vas bo nekdo z ostrim predmetom, z nožem umoril, pa boste verjetno tako, da vam bo prerezal vrat, pa še nekajkrat prej v trebuh pičil, ne, izbudil pri njemu sočutje, da vas bo mogoče samo nežno prerezal bom rekel, vratno žilo, da boste brez neke hude, bom rekel, bolečin umrl. Mislim, to je neumnost, ne. Zahtevati od nekoga, da pristane, da bo žrtev, to je neumnost, ne. Skratka, namen je bil nedvomno dober, ne, to, kar je bilo pa napisano, pa nespretno, in sem tam se v tem družbenem mediju dal pripombo, ne, da dajte to korigirati. Nisem rekel, da zbrište, mislim, ne zbrište, da je to narobe, ampak s primernim jezikom treba to napisati, recimo, ne. Nekatere ženske, no, gotovo, sicer ne bi bilo takega odziva v javnosti, so se počutile neprijetno. Zdaj, policija, ki bi moral varovati, mi reče, ja, če bo pa en tak prišel, pa ne, tkrat pa bodi, mislim, to je neumnost, ne. Policija mora preprečiti, da do tazga sploh pride, preprečiti tako, da jih informira, da se tam je to nevarno, da se ne moreš sam gibati v družbi še z nekoga, da imaš mogoče sabo kakšno sprej, ne vem, da se braniš in tako naprej. Vse to mora policija prej dati, ne, in tako naprej. Doktor Anton Olaj, hvala, ker ste bil moj gost na Domovini. Hvala za povabilo. Ja, kar nekaj zanimivih tem smo danes obdelali, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. To je bilo vse o vroči temi. Spet smo skupaj prihodnji teden.